Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo in tudi kaj pokomentirati, novice, tehnične analize, morda priporočati kakšen altcoin, da si ga skupaj ogledamo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju, če to spremljate kasneje preko YouTuba. Danes je torek, 23. juni in spet imamo kar zanimive novice. Tukaj imamo Mica. Trenutna Mica niti še ni stopila popolnoma v veljavo in že se govori o Mica 2.0, kot lahko vidimo po tej novici. No, evropska uredba Mica je sicer šele dobro začela veljati, ampak se v kriptoindustriji že vse glasneje govori o morebitni različici Mica 2.0. Povod za razpravo so predvsem stablecoini in decentralizirane finance, ki jih trenutna zakonodaja po mnenju regulatorjev ne pokriva dovolj celovito, torej v bistvu hočejo še bolj regulirati. Evropski nadzorniki vse pogosteje opozarjajo na hitro rast dolarju vezanih stablecoinov, kot sta USDT in USDC, saj bi lahko njihova vse večja uporaba zmanjšala vpliv evropskega finančnega sistema in otežila izvajanje monetarne politike. No, ena glavnih tem prihodnje regulacije naj bi bile prav decentralizirane finančne platforme oziroma DeFi. Trenutna uredba Mica je bila zasnovana predvsem za centralizirana podjetja, kot so kriptoborze in izdajatelji žetonov, medtem ko številni DeFi protokoli delujejo brez osrednje organizacije, ki bi jo bilo mogoče regulirati na klasičen način. Evropski regulatorji zato preučujejo možnosti za nov regulativni okvir, ki bi zajel tudi ta hitro rastoči del industrije. Zdaj, pomembno vlogo v razpravi ima tudi vprašanje digitalnega evra. To se tudi vse bolj bliža. Mislim, da je leto izida 2029, če se ne motim. Evropska centralna banka pod vodstvom Christine Lagarde že več let opozarja na tveganja povezana z dominacijo ameriških stablecoinov. Prav zato nekateri analitiki menijo, da bi lahko Mica 2.0 prinesla še strožja pravila za stablecoine, ki niso vezani na evro, in dodatne zahteve za platforme, ki omogočajo njihovo uporabo. Kriptoindustrija seveda medtem opozarja, da bi pretirano zaostrovanje pravil lahko povzročilo selitev inovacij iz Evrope v bolj prijazne jurisdikcije. Po drugi strani pa zagovorniki strožje regulacije trdijo, da Evropa s tem postavlja temelje za dolgoročno stabilen in zaupanja vreden trg digitalnih sredstev. Razprava o Mica 2.0 tako že nakazuje, da regulativna bitka med evropskimi oblastmi in kriptoindustrijo še zdaleč ni končana. No, kaj pa vi mislite? A so že dovolj regulirali? So morda že prestrogo regulirali? Kot vidimo tukaj, nameravajo še bolj strogo regulirati. Vsekakor me zanima vaše mnenje, tako da kar komentirajte spodaj pod videom. In pa če so vam tudi všeč te novice, se priporočam seveda tudi za kakšen všeček. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa seveda, koliko vas še manjka do 3000? Mislim, da samo 9. Tako da to številko po mojem lahko komot zapomnimo, da pridemo do te lepe okrogle številke 3000. Ok, pojdimo mi zdaj naprej na naslednjo novico. Tukaj imamo spet Binance. Na kriptotrgih se vse bolj odraža negotovost glede prihodnosti Binancea v Evropi. Podatki analitičnega podjetja CryptoQuant
kažejo, da je delež trgovanja v evrih na Binancu močno porasel ravno v obdobju, ko se podjetje sooča z vprašanji glede pridobitve licence MiCA. Evropski uporabniki in institucionalni vlagatelji pozorno spremljajo razvoj dogodkov, saj je Binance še vedno največja kriptoborza na svetu in pomemben del evropske kriptoinfrastrukture. Analitiki opozarjajo, da bi morebitna zavrnitev licence ali zamuda pri njeni pridobitvi lahko povzročila pomembne spremembe v evropskem kriptoprostoru. Tukaj je zelo pomembno, treba je upoštevati tudi to zamudo. Če pride do zamude, bo Binance vseeno moral prekiniti poslovanje za ta čas, dokler ne dobi licence. Del trgovanja bi se lahko preselil na druge regulirane platforme, nekateri uporabniki pa bi lahko iskali alternative zunaj Evropske unije. Prav zaradi te negotovosti je gibanje evropskih trgovalnih parov trenutno pod drobnogledom številnih opazovalcev. Kljub temu podatki kažejo, da evropsko povpraševanje po kriptovalutah ostaja močno. Trgovanje v evrih se je v zadnjih mesecih občutno povečalo, kar kaže, da vlagatelji kljub regulatornim vprašanjem ostajajo aktivni na trgu. Po mnenju nekaterih analitikov bi lahko prav odločitev glede Binanceove licence postala eden najpomembnejših dogodkov za evropsko kriptoindustrijo v letošnjem letu. Če Binance uspe pridobiti licenco, bi to lahko utrdilo njegov položaj na evropskem trgu in povečalo zaupanje vlagateljev v regulativni okvir MiCA. Če pa bo njegova vloga zavrnjena, bi lahko sledilo precejšnje preoblikovanje evropskega kriptoekosistema, saj bi se trg moral prilagoditi novim razmeram in morebitni prerazporeditvi likvidnosti med različnimi ponudniki storitev. No, kot že vemo, kot smo že pokrivali, naj bi Binance to javil 2 dneva pred potekom roka. Tako da vsekakor bomo mi to še spremljali, kako se bo vse to razvijalo naprej, ampak kot vemo, Binance zaenkrat kar slabo kaže. Potem imamo tukaj še eno novico, kar se tiče ameriškega dolarja in bomo naredili tudi tehnično analizo potem naprej. Zdaj, kot vemo, če ameriški dolar pridobiva na moči, potem tudi kriptovalute padajo. Tako da bo zelo zanimiva tehnična analiza. Če morda to spremljate preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video, če vas seveda tole zanima. No, najprej zdaj pa novica, ameriški dolar je seveda medtem dosegel najvišjo raven po maju leta 2025, kar predstavlja pomemben dejavnik za gibanje Bitcoina v prihodnjih tednih. Močan dolar običajno pomeni večji pritisk na tvegana sredstva, saj vlagatelji iščejo varnejše naložbe in zmanjšujejo izpostavljenost bolj volatilnim trgom. Analitiki opozarjajo, da bo Bitcoin poleg gibanja dolarja pozorno spremljal tudi prihodnje odločitve ameriške centralne banke, prilive in odlive iz ETF skladov. To smo ravno pokrivali včeraj. Trenutno so izredno veliki odlivi iz ETF skladov, v bistvu kar rekordni. In seveda bo spremljal tudi geopolitične dogodke. Vsi ti dejavniki bodo verjetno določali smer trga v preostanku tedna, tako da ja, ta teden bi znal biti še kar zanimiv. In tukaj imamo še zadnjo novico. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim želi pospešiti razvoj kvantnega računalništva in hkrati okrepiti zaščito ključne digitalne infrastrukture pred prihodnjimi grožnjami. Del načrta vključuje tudi prehod na tako imenovano postkvantno kriptografijo, ki naj bi bila odporna proti napadom prihodnjih kvantnih računalnikov.
Novica je pritegnila veliko pozornosti tudi v kriptoskupnosti, saj bi dovolj zmogljivi kvantni računalniki nekoč teoretično lahko ogrozili današnje metode šifriranja, na katerih temeljijo Bitcoin, Ethereum in številna druga blockchain omrežja. Čeprav strokovnjaki ocenjujejo, da takšna grožnja še ni neposredno pred vrati, se vse več držav in tehnoloških podjetij že pripravlja na obdobje po prihodu zmogljive kvantne tehnologije. No, kaj pa vi mislite o tej kvantni tehnologiji? Ali mislite, da je resna grožnja kriptoindustriji ali ne, da je morda še dovolj daleč? Ampak kljub temu, koliko daleč še je, trenutno se jaz strinjam, da se je treba kar začeti malo pripravljati, preden bo vse skupaj prepozno. Tako, to je bilo to, kar se tiče novic. Pa poglejmo si zdaj tehnično analizo, zelo zanimivo. Mi smo tukaj včeraj postavljali tale Head and Shoulders, ampak dajmo si najprej tukaj pogledati 15-minutni časovni interval. Tukaj smo imeli tale naraščajoči mini trend, ki smo ga zdaj izgubili in očitno bi mi lahko prišli do preobrata. Zanimivo mi je predvsem to, tukaj na tem padcu je spet ogromno ljudi, ki stavi na rast. Trenutno mi delamo tole dno. In seveda tukaj imamo eno likvidnostno območje, ki smo se ga že dotaknili s tem ta zadnjim padcem. No, nismo se ga še ravno tako odločno dotaknili, ampak ja, to bi bila potem v bistvu naša naslednja tarča. To je tarča na okoli 62.400. Kaj smo pa šli mi vse pobirati? Mi smo prišli vse do tukaj gor, do okoli 65-66 tisoč. To je bila tudi naša včerajšnja tarča, zaradi tega, ker smo imeli točno tam tudi te likvidnosti. No, te likvidnosti so zdaj pobrane. Tukaj tale graf bom moral kar lepo počistiti, se bom moral spraviti skupaj. Po mojem, da kar danes. Tako da, ja, tukaj je zdaj po mojem kar en lep preobrat v trendu. Naredili smo tudi nižje dno in po mojem bomo mi kar padali naprej gor, kar bi lahko potrjevale tudi te ta zadnje stave na rast. Kar bi jaz zdaj počakal je, da mi tukaj naredimo skrito medvedjo divergenco in potem bi lahko seveda padali še naprej dol. Zakaj? Zaradi tega, ker na 4-urnem časovnem intervalu smo mi včeraj začrtali možnost tegale Head and Shouldersa, to je medvedji vzorec. Zdaj, pričakovali smo, da bi lahko prišli vse do, ja, vse smo prišli v bistvu, vse do tukaj gor, do tam nekje 66 tisoč, no nismo ravno prišli do 66 tisoč, za malo je zmanjkalo. Kot vidite, smo se tukaj dotaknili le s špicem tele svečke in potem smo bili zavrnjeni in seveda smo padli točno na tole podporno mejo. In to je neckline meja tegale vzorca Head and Shoulders. In glede na to, da smo jo zdaj zadeli že kar nekajkrat, je tudi zdaj večja možnost, da jo mi v bistvu lahko izgubimo. Tarča tega vzorca, kot smo izmerili včeraj, bi bila, ampak najprej moramo mi tole mejo izgubiti, tole moram poudariti. Bi bila na tam nekje 57.500. Tako da bomo videli, če bomo prišli do tukaj dol. Če pridemo do tukaj dol, potem je tudi večja možnost, da izgubimo tole zelo pomembno mejo, seveda 60.000, logično, in da potem padamo naprej dol do 50.000. Tukaj smo imeli tudi tale velik vzorec,
naraščajočega, razširjajočega klina. Izgubili smo njegovo podporo. Pričakovali smo na nek način, da bi lahko prišli testirati tole njegovo spodnjo mejo kot odporno, ampak v bistvu očitno biki ne morejo zbrati niti toliko moči, da bi prišli tole testirati. Zdaj, še vedno, seveda, je odvisno od tele meje. Lahko se še vedno zgodi kakšen odboj od tele meje. Tako da najprej moramo tole mejo izgubiti, kar se tiče medvedov, in potem seveda lahko padamo še naprej dol. Je pa zanimivo tukaj na 4-urnem časovnem intervalu. Sicer smo še kar nevtralni, kar se tiče pozicij, ampak vedno več ljudi stavi na padec. Tako da to bo vsekakor še zelo zanimivo za spremljati naprej. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja. Tukaj sem naštimal na 2 tedna tale graf, kot smo spremljali včeraj. In ja, točno tole likvidnost, na katero smo opozarjali včeraj, smo mi zdaj pobrali in mi se zdaj obračamo oziroma padamo naprej dol in tukaj spodaj. Imamo še preostale likvidnosti, jih je kar precej, najpomembnejša seveda tukaj tale na okoli 62.100, potem tukaj 61.500 in seveda ta glavna tale na 60.000. Po mojem zdaj obstaja velika verjetnost, da gremo mi tole pobirati naprej dol in da se potem tudi tale vzorec Head and Shouldersa izvrši in padamo naprej dol do 57.000 in potem je možnost seveda tudi do 50.000. Poglejmo zdaj še Ethereum, tudi tukaj kar zanimiva situacija. Imeli smo tale mini trend navzgor in zdaj smo naredili nižje dno. Pričakoval bi tudi, da naredimo zdaj nižji vrh. Čakal bi na skrito medvedjo divergenco. Je pa Ethereum kar zanimiv, zaradi tega, ker pri Ethereumu tukaj kar zdaj stavijo na nadaljevanje padanja, ampak igro še vedno vodi Bitcoin. Tako da jaz trenutno spremljam večinoma Bitcoin. Trenutno imamo neke vrste odboj, ki se dela tukaj, ampak ja, kot sem že prej omenil, za pričakovati bi bilo tukaj zdaj, da mi naredimo skrito medvedjo divergenco, torej vrh in nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj RSI bi pa naredil vrh in pa vrh na nekje isti višini ali pa morda celo višji vrh. Tako da to bo za spremljati tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Ethereum je še precej bolj zanimiv zaradi tega, ker je na 4-urnem časovnem intervalu rastel v tem naraščajočem, razširjajočem klinu in je izgubil že njegovo spodnjo mejo in biki so se trudili, da bi dobili tole nazaj, ampak so bili vsakič zavrnjeni. Zdaj seveda glavna meja za spremljati je na tam nekje 1690. Če mi tole izgubimo, seveda padamo lahko vse naprej dol do 1550. Cilj tega vzorca, ki po mojem ima zdaj kar precej večjo možnost, da se izvrši, izmerimo njegovo višino, damo tukaj na mesto preboja, torej tukaj smo imeli preboj, cilj bi bil 1400 tam nekje, tako da to bi bil ta prvi cilj, ampak zelo pomembna meja tukaj pri Ethereumu je 1500. Če mi izgubimo mejo 1500,
bi lahko padli vse dol do 1000. To sem tudi že večkrat ponovil pri teh naših tehničnih analizah. Bomo pa videli tudi, kako se bo izvršilo tole. Tukaj očitno so ljudje v zadnjem času kar precej negativni, kar se tiče Ethereuma. Zdaj še vedno, ja, obstaja tale možnost, da mi pridobimo nazaj tole mejo, čeprav meni se trenutno zdi kar precej minimalna, torej da pridemo nazaj notri v vzorec in potem dobimo še eno rast. Ampak to se mi zdi kar precej minimalna možnost. Večja možnost se mi zdi tale, oziroma bolj verjetna možnost, da bomo mi padali še naprej dol in vsaj testirali mejo 1500. Potem pa vidimo, kako naprej. Tako da, ja, kar precej negativno nastrojeno vse skupaj, kar se tiče kriptotrga, kar se tiče Bitcoina, kar se tiče Ethereuma. Dajmo si zdaj pogledati še, kot sem obljubil, Dixie oziroma dolar indeks in vidimo tukaj res, da kar pridobiva na moči. To je tedenski časovni interval in tukaj smo mi v tem padajočem kanalu, ki je po možnosti tudi bikovska zastava. Zdaj, dokler smo v tem kanalu, dokler se gibljemo v tem kanalu, so vse opcije na mizi. Tako da dajmo pogledati zdaj, dokot bi lahko prišli, če bi se držali tegale kanala. Mi bi lahko prišli vse do gor do 106. Tako da trenutna zelo pomembna meja je tukaj na 101. Tukaj se trenutno nahajamo. Tole moramo prebiti, če želimo priti vse gor naprej do 106. In če mi tole prebijemo, in če je tole res bikovska zastava, bi lahko dolar kar precej zrastel. Tukaj sem že izmeril, lahko bi prišli celo do 135, ampak to je trenutno kar velika špekulacija, tako da bo vseeno treba malo počakati, malo, to je le tedenski časovni interval, treba bo počakati in videti, kako se bomo mi obnašali tukaj na tej zgornji meji. In če valute, kot so dolar in pa evro, pridobivajo na vrednosti, to seveda ja, pomeni tudi, da se bliža recesija. Tako da bomo res videli, kako se bo vse tole odrazilo. To bi seveda tudi zelo vplivalo na delniški trg, ki bi izgubljal na vrednosti, in pa seveda posledično tudi na kriptovalute. Kriptovalute bi lahko še krepko padle naprej dol. In vsekakor bo treba spremljati valute, če pridobivajo na vrednosti, kot lahko vemo, kot že vemo, v bistvu, recesije so deflacijske. Torej, vedno več ljudi špara denar, denar neha krožiti in zato v bistvu ta denar potem tudi pridobiva na vrednosti. Neha se premikati in seveda trgovci iz tega razloga začnejo tudi spuščati cene, kar se marsikomu zdi dobro, ampak pride tudi do zaprti, odpuščanj in tako naprej. Tako da bomo videli, če se bo tole v bistvu izvršilo
tale bikovska zastava. Tako, zelo zanimivo vse skupaj, kaj si vi mislite o tem, kar komentirajte spodaj. Seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal. Zadnje čase imamo zelo zanimive novice, zelo zanimivo dogajanje v tehničnih analizah. Poleg tega vas manjka samo še 9 do te lepe okrogle številke 3000. In seveda, če se mi želite pridružiti tudi v živo na Patreonu, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je seveda to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem. In tako, jaz vam zdaj želim en lep torek še naprej in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.